Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu in mi dovolite, da vam danes predstavim uvod v temo, ki je zelo aktualna. To so strateška razvojna partnerstva ali pa skrajšano SRIP-i. Kot veste, je vlada dr. Mira Cerarja septembra 2015 sprejela strategijo pametne specializacije ali pa S4 skrajšano. S to je v sodelovanju z zasebnim sektorjem identificirala 9 temeljnih področij, katera bomo v prihodnje razvijali in nam bodo omogočala gospodarski razvoj. Teh 9 področij poznamo pod naslednjimi imeni. Prvič, pametna mesta in skupnosti. Drugič, pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Tretjič, mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Četrtič, trajnostno pridelavo hrane. Petič, trajnostni turizem. Šestič, tovarne prihodnosti. Sedmič, zdravje oziroma medicina. In osmič, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov, ta 9. SRIP, ki bo danes bolj natančno predstavljen. Kaj pomenijo SRIP-i? SRIP-i pomenijo v bistvu implementacijo strategije pametne specializacije, in sicer so bili oblikovani za to, da lahko strategijo pametne specializacije implementiramo v praksi. S pomočjo teh 9 SRIP-ov bomo izvajali slovensko razvojno gospodarsko politiko na prej omenjenih 9 področjih in pomembno je povedati, da teh 9 grozdov tako predstavlja preko 500 najbolj dinamičnih slovenskih podjetij, kjer hkrati skupaj z njimi sodelujejo tudi vse inštitucije znanja in podpornega okolja v Sloveniji. Skupno danes govorimo o partnerstvu tako preko 600 različnih deležnikov in verjamem, da se bo z razvojem dela na področju SRIP-ov to število samo še povečalo. Vsak SRIP ima svojega koordinatorja, ki skrbi za partnerstva številnih deležnikov oziroma da ta partnerstva številnih deležnikov dosegajo osnovne cilje delovanja, ki pa so v osnovi 3. Na prvem mestu dvig dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu, drugič, da se izboljša konkurenčnost in tretjič, da se povečajo aktivnosti na mednarodnem področju oziroma z drugo besedo, da povečamo izvoz. SRIP-i torej skrbijo, da bo naša industrija globalno uspešna in se bo pomikala po globalni verigi vrednosti navzgor. Njihova naloga ni lahka, zato ne more biti zgodba te vlade, ampak je to na nek način, lahko rečemo, generacijski projekt. Vloga našega ministrstva pri tem je, da smo na nek način skrbnik pri delovanju SRIP-ov, zato namenjamo do leta 2022 10,5 milijonov evrov sredstev. Zdaj, na tem mestu pa ne morem imeti tega, da se dotaknem kljub vsemu še 2-3 pomembnih zadev, ki vplivajo na to. Ključno gonilo teh 600 deležnikov, ki sem jih prej omenjal, so v največji meri ljudje. To je na koncu koncev razlog za uspešnost gospodarstva, za to, da smo zanimivi za tuje neposredne investicije. Dejstvo je, da smo pri nizkih plačah na tem področju ljudskega kapitala relativno konkurenčni, da bolj, ko gremo s plačami gor ali pa bolj, ko gremo z zahtevnostjo delovnih mest navzgor, bolj capljamo za okolico in na tem področju bo treba narediti več. Prve korake smo sicer naredili z 13-14 plačo pa z malo cenejšim regresom, ampak to je samo prvi mali korak. Tukaj bo potrebno narediti en pomemben izkorak v tem kontekstu, da se bomo, če bomo hoteli realizirati vse te razvojne naloge pri prehodu na višja mesta v dodanih verigah vrednosti, bo potrebno tu narediti en pomemben korak naprej, da nam ti ljudje ne bojo odhajali.
Jaz moram reči, da z ognjem in mečem zagovarjam, ampak je treba to prenesti tudi v prakso, to, da stimuliramo delo in destimuliramo nedelo. Nažalost v tem mandatu nismo uspeli priti do tega, da bi delovno-pravno zakonodajo spremenili v malo večji smeri fleksibilnosti, kar pomeni, da zdaj, ko je pomanjkanje delovne sile oziroma zahtevnih izobraženih delovnih izvajalcev ali pa delavcev, ne bi smelo biti takega straha pred fleksibilnostjo. Prav tako se ne bi smeli bati uvažanja delovne sile, ki bo po mojem mnenju dejstvo na vseh področjih. Jaz si ga želim tudi na tem višjem po izobrazbenem smislu, kajti brez pravih ljudi, ne samo v fizičnem, ampak v vsebinskem smislu ne bomo mogli biti konkurenčni na svetovnem trgu. In pa rad bi povedal, da sem danes vesel, da bomo predstavljali, pa da bomo slišali nekaj več besed, to malo bolj natančno predstavljali enega od teh SRIP-ov, to je MAT Pro. To ni edini primer dobre prakse. Jaz vas pač pozivam, predstavnike medijev, da tudi ostale prečekirate v njihovem delovanju in verjamem, da boste presenečeni nad vsebino dela na vseh teh področjih. Toliko z moje strani za uvod. Hvala. Če samo izpostavim kakšne stvari, ki jih je minister celovito v bistvu povzel, je velika prednost pametne specializacije in pa iz nje izhajajočih 9 programov SRIP-ov, da odgovarja na 2 zadevi. In sicer je prva ta, da smo v Sloveniji končno v bistvu vzpostavili in se odločili za 9 področji, za katere ocenjujemo, da so prebojna in da lahko na teh naredimo pomembne skoke naprej. In drugo, da nam je jasno, da to lahko dosegamo samo skozi partnerstva. In SRIP-i so oblika, ki vzpostavlja to povezovalno strukturo, jo v bistvu zahteva, da taka nastane. In usmeritev pri SRIP-ih ravno tako, da je štart in skupna točka srečevanja institucij znanja in pa podjetij, torej kar pomeni, da je v središče tega, se pravi, dvigovanja dodane vrednosti, konkurenčnosti in izvoza, kar so cilji in pametne specializacije in pa SRIP-ov, kot je izpostavil že minister, je v bistvu srednja točka postavljena raziskave in razvoj. Ne? Torej, da tam, kjer lahko inoviramo, kjer lahko nove stvari naredimo, to so tudi poti, ki nas lahko pripeljejo po eni strani v višje stopnje teh verig vrednosti. Ne? Torej, če zdaj sestavljamo nekaj, Slovenija, vendarle slovenska industrija temelji pretežno na business to business, ne na business to consumer, kar pomeni, da je zelo pomembno, kje znotraj te verige se postaviš, ker vsaka točka višje pomeni pač, da ustvarjaš več dodane vrednosti. Več dodane vrednosti pa pomeni tudi seveda nazaj povratno več sredstev nazaj za raziskave, za razvoj, več sredstev za investicije, več sredstev tudi za plače na koncu in za višji standard življenja v Sloveniji. Tako da je ta točka pravilno postavljena. Spodbudili bi tudi na tem mestu, da tudi država še dodatno v bistvu ukrepi podporo pametni specializaciji. 10,5 milijonov je dober semenski kapital v bistvu za stvari, ki so načrtovane. Hkrati pa ta mreža 600 in več podjetij in inštitucij znanja, ki se vzpostavlja, lahko še z več sredstvi še bistveno več naredi. Tako da tukaj pobuda, da se ta del, v bistvu, da se mogoče kakšna druga sredstva usmerijo in najdejo svojo pot preko te infrastrukture, ki smo jo skozi SRIP-e vzpostavili. Sama Gospodarska zbornica Slovenije neposredno vodi 2 SRIP-a, in sicer MAT Pro, ki je danes tudi pohvala MAT Proju za to, da ga lahko izpostavljamo kot tistega prvega nosilnega, po katerem se tudi vsi ostali recimo lahko hitreje učijo, in pa drug ravno tako odlično delujoče SRIP na področju hrane. V okviru zborničnega sistema delujeta še 2, to je krožno gospodarstvo, ki ga vodi Štajerska gospodarska zbornica, in pa turizem, ki ga vodijo kolegi iz turistično-gostinske zbornice.
Smo pa v tej drugi fazi, v katero zdaj vsi sripi postopno, eni so že, drugi še vstopajo, bomo pa vodili verige vrednosti še v 4 sripih. Skratka, smo zelo upeti tako rekoč v vse sripe. Poleg verig vrednosti, kjer torej gre za skupen razvoj in ni nekaj novega in je nekaj novega. Ne. Podjetja in inštitucije znanja seveda so v preteklosti se tudi združevala za to, da so lahko neke nove stvari vzpostavlja, ampak tokrat pa gre za v bistvu sporočilo tudi države, da je to pot, ki mora biti močneje uporabljena in je zato ta vrednost še toliko večja in sili tudi podjetja med sabo, da hitreje poiščejo točke, na katerih lahko sodelujejo. Ne. Mislim, da tudi imate probo lahko potem kolegica Vesna Nahtigal povedala, da taki rezultati recimo že prihajajo, kljub temu, da se v Sloveniji poznamo, pa recimo je preboj prišel do takrat, ko se usedemo za isto mizo in ugotovimo, kje lahko kaj skupaj potegnemo. Dodatno bi pa izpostavila še podporne storitve, ker skozi vse sripe se pa vendarle vežejo tudi nekatere ista vprašanja, ali so to vezane na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, torej tukaj se vzpostavlja horizontalna mreža. Ravno tako je en ključno vprašanje je internacionalizacija, tudi trajnostni razvoj s poudarkom na okolju, to so stvari, ki niso zanemarljive in pa ena, ki nas muči vse, to je vprašanje kadrov. Ne. Zato je tudi na tem mestu ponovno izpostavljam in s tem nekako so se tudi sripi po svoje začeli. Skupna konferenca je bila vezana ravno na vprašanje kadrov, da če smo iskreni, ko se pogledamo v gledalo, vidimo, da niti ne vemo, koga in kaj potrebujemo. Vemo ta hip, ne, težko pa v bistvu povemo, kaj bomo čez 3 leta potrebovali in v takem ozračju je težko tudi državi načrtovati zlasti šolski sistem, ne, delno pa seveda tudi področje zaposlovanja. Zato smo že izvedli nekaj projektov, ki so dali zelo obetavne rezultate. Izpostavljam prav karierno platformo, ne, ki omogoča, da po posameznih panogah ugotavljamo, kakšne kompetence potrebujemo skladno z svetovnim razvojem, da je to lahko vhodna informacija za izobraževalni sistem, za podjetja ravno tako, da vedo, če sama niso o tem razmišljala, kam se svet obrača in koga več čez 3 leta ne bodo mogli dobiti, ker bo povpraševanje tako veliko, ne, in pa da skratka vemo, kakšne kadre in kompetence želimo razvijati. Ja, zdaj, zakaj je ta SRIP prav tako uspešen? Na področju metalurgije in kovinsko-predelovalne industrije je že pred vzpostavitvijo SRIP-ov smo se dejansko povezali na iniciativo predvsem gospodarstva, tu so se inštitucije znanja, gospodarska zbornica in dejansko te povezave so dejansko rodile tudi strateški dokument Razvoj metalurgije v Sloveniji. In to je bil nek zametek, iz katerega so se, bi rekel, pozneje je prišlo samo do operacionalizacije SRIP-ov, kjer smo to nadgradili, vključili tudi področje multikomponentnih materialov, tako da smo nekako zaobjeli vso to področje materialov v Sloveniji. No, ta strateški svet, ki ga omenjam, tu so pomembni predstavniki iz področja jekla, področja štorestil, področja aluminija, Impol Talum, TPV in tako naprej. Seveda, kot sem že rekel, gospodarska zbornica, kjer smo dejansko potem z iniciativami, ki so bile pravočasno podane, pokazali, kako je to področje za Slovenijo pomembno, da so tu kompetence, da imamo tu znanje, da so to podjetja, ki so pripravljena vlagati in da dejansko tvorjenje pravih verig vrednosti zda roditi v bistvu neke prebojne izdelke za višjo dodano vrednostjo. Potem, ko se je formiral ta SRIP, je bilo pa ključno tisto, da se dejansko določijo prava fokusna področja. Zdaj, iti v direktno preslikavo fokusnih področij iz tega, kar ima Evropa za neke strategije oziroma kar imajo raziskovalni inštituti, kot raziskovalna fokusna področja ni pravilna pot. Zato smo mi pogledali, kaj so dejansko evropski trendi, kaj se v Evropi dogaja na tem področju materialov in potem z nekimi poglobljenimi intervjuji z podjetji dejansko prišli do tistih pravih fokusnih področij, kjer so tudi podjetja pripravljena vlagati, iti v tisti smeri v raziskave. Ker če podjetja tudi zadnji ne stojijo, pa imamo mi neke ideje na inštitutih, to ne bo prineslo rezultate. In to mislim, da je bistvo
tega, da so ta fokusna področja tista ta prava in to se potem tudi vidi iz projektov, ki se potem na teh področjih dejansko prijavljajo. A ne. In seveda, zdaj inštitut ima interes sodelovanja v takih verigah vrednosti, ker osnovno poslanstvo inštituta je dejansko prenos znanja iz inštituta v industrijo. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da smo mi nek partner za industrijo, da lahko z njimi skupaj sedimo in skupaj oblikujemo to strategijo, ker potem tudi znamo na inštitutih pravilno načrtovati kadrovsko politiko, raziskovalno politiko in tako naprej. Zdaj, mogoče bi jaz tu omenil, da ta strategija, to je bilo že danes povedano, strategija pametne specializacije dejansko ni gospodarski program. In kot tak je pomembno, da sledi temu na vseh področjih. Zdaj, te projekti, ki so nekje od TRL 3 do 9, ki dejansko sledijo pametni specializaciji. V tistem bazičnem delu pa tega sledenja zaenkrat ni in tu je precej konfliktov, ker znanost na nek način naj bi bila sama sebi prepuščena, ampak po drugi strani se pa spet treba vprašati, ali res lahko Slovenija raziskuje glih kar hoče, ker če mi pogledamo Nemčijo, kjer ima zelo močen segment na področju avtomobilske industrije, tam se ogromno v bazično znanost tudi na tem področju vlaga, ker vejo, da bo prej slej ta krog sklenjen in da bo industrija imela nek, bi rekel, profit od tega. Zdaj mogoče kot te uspešni rezultati, ki so posledica že, bi rekel, te pametne specializacije in projekta, ki je bil na tem področju, to gre za večji projekt 16 partnerjev z akronimom Martina, ker gre za materijale in tehnologije za nove aplikacije. Ta program sestavlja 6 projektov in na posameznih področjih so, kljub temu, da je program že nekje na sredini šele, so že zelo, zelo dobri rezultati, predvsem zato, ker smo dejansko se načrtno usedli skupaj, naredili koncept tako je treba in na področju prvega projekta je naša želja bila narediti novo urodno jeklo za delo v vročem z boljšo toplotno prevodnostjo in dejansko na tem področju je že na laboratorijskem nivoju razvito to jeklo in metal ravne gre v industrijsko šaržo, ki pa je že izven tega projekta. Mogoče zakaj je tako pomembna ta toplotna prevodnost, namreč orodje, s katerim vi izdelujete, tlačno lijete aluminijeve izdelke, se jim ciklus skrajša s tem, ko imate vi boljšo toplotno prevodnost. Tudi na področju dela za orodja z plastiko je predvsem pomembna polirna sposobnost, tudi tu smo naredili premike naprej. Drugi, RRP2 je taki, kjer gre za visokotrdnostna jekla, tudi tu smo razvili novo ojnico, ki ima za 5krat boljšo življenjsko dobo, to pomeni, da ima boljše trajno dinamične lastnosti in s tem, kot sem že pomenil, to posledično daljšo življenjsko dobo. Kolega Cvahtej iz aluminija bo verjetno tudi malo v aluminiju povedal, kaj je tisto, ampak dejansko gre za to, da smo povečali delež recikliranega aluminija v teh posebno zahtevnih aluminijevih zlitinah in tako naprej. Tudi na področju multikomponentnih materialov, predvsem te povezave kovin z multikomponentnimi materiali smo uspeli razviti en nov nosilc v avtomobilski industriji, kjer smo zmanjšali težo, ker smo namesto jeklenega uporabili kombinacijo aluminija in te plastike. Zadnji, ta RRP je pa posebno področje 3D tiska. To se kaže, da je to zelo propulzivno področje, predvsem za orodjarstvo, ker je pomembno, da lahko izdelamo posebno obliko. Ni sama oblika gravure, toliko kot so te hladilni kanali, ki sledijo gravuri in s tem imamo lahko čisto nov koncept v bistvu teh materialov in predvsem se je izkazalo, da je tu posebno pomembna ta mikrostruktura pa mehanske lastnosti in to bo verjetno tudi potem eno od nadaljnjih projektov zelo pomembno področje. Najprej bi se rada zahvalila za to pobudo, za to tiskovno konferenco, ker vsekakor v Sripi potrebujemo še promocijo. Mi smo sami veliko počnemo in delamo na aktivnosti na promociji in to so že tudi prvi rezultati. Kot slišite, se lahko pohvalimo že za kar odmevnimi rezultati na razvoju novih materialov. Da je Srip uspešen, govori tudi dejstvo, da je od lani, ko smo dobili potrjen akcijski načrt, v naš Srip postopilo dodatno 15 podjetij, ki so na našem področju izredno propulzivna. Danes bi jaz mogoče pogovorila samo o tem, kaj nas čaka za leto 2018, ker kaj smo že dosegli, govorili.
Tukaj bi izpostavila torej prvo promocijo, drugo je, bi želeli SRIP Mat Pro postati kot piloten projekt za razvoj človeških virov. Vsa naša podjetja, ki so vključena v SRIP Mat Pro, imajo težave s kadri, kar je bilo že tudi prej omenjeno. Zato smo mi pristopili k temu, da je delovna skupina izoblikovala na mednarodnih bazah splošne in specifične kompetence na področju materialov in sedaj te kompetence skupaj v podjetjih, kjer so nosilci verig vrednosti, tudi preverjamo. Te delavnice že potekajo od lani, od decembra in jih mislimo nadaljevati celo leto, tako da bomo izoblikovali kompetence, ki bodo sledile napovedovanju potreb po kadrih v naslednjih 3 do 5 letih. Drug tak cilj, torej seveda to bo pomenilo tudi boljše načrtovanje in izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja na celotni vertikali izobraževanja, prav tako pa tudi prepoznavanje vrzeli v kompetencah, v ciljnih skupinah, za hitrejšo odzivnost, fleksibilnost izobraževanja, glede na specifične potrebe podjetij, panog, verig. Drug poudarek je vsekakor kot ključna naloga v našem akcijskem načrtu so tudi vzpostavitev nacionalnega industrijskega pilotnega raziskovalnega centra za razvoj naprednih aluminijevih zlitin in tehnologij. Tukaj bo dr. Cvahte več povedal, ker to je izredno pomembno za naša podjetja. Ta aplikativen razvoj danes poteka na industrijskih strojih, kar seveda zmanjšuje produktivnost. Zato je nujno, da se čim več deležnikov znotraj SRIP-a poveže in kritično maso se vzpostavi in na tem pilotnem aplikativnem razvoju deluje. Četrtak, bom rekla, zelo pomemben naš cilj pa je vsekakor internacionalizacija. Naša podjetja so že tudi v tem skupnem razvoju, ki smo ga odkrivali pri pisanju akcijskega načrta, so internacionalizacijo izpostavili kot ključni cilj. Tukaj je predvsem vključevanje v mednarodne verige, v razne iniciative, kot je Vanguard iniciativa, kjer so pač vključene najbolj razvite regije. Naprimer, naša želja, da z našimi materiali pridemo tudi v letalsko industrijo, energetiko, energetski sektor. Kratka, tudi o tem bosta več lahko spregovorila kolega, ki sta sogovornika za menoj. Najprej se bi dotaknil Martine, ki je bila izpostavljena, kaj smo dosegli področju aluminija. In sicer v okviru Martine se ukvarjamo z visokotrdnostnimi aluminijevimi zlitinami, ki smo jih sami razvili. Tukaj želimo povečati znanje na področju dinamične trdnosti, korozijskih obstojnosti in drugih fizikalnih lastnosti. Razvijamo novo metodo vertikalnega litija palic za kovanje. Razvijamo globoko vlečne lastnosti pločevine za avtomobilsko industrijo in pa razvijamo tudi nove metode litija aluminijevih odlitkov. To je zelo kratko o tem, kar se dela v Martini. Kot je že bilo omenjeno, naša industrija smo Impol kot tak je eden največjih dobaviteljev palic za kovanje za avtomobilsko industrijo in kot takšni moramo držati trend oziroma smo pravzaprav postali trend vseh razvoja palic za kovanje v Evropi. Če si preslikamo količine materiala, ki ga trenutno vgrajujemo v avtomobile, poprečno bomo do leta 2020 vgradili okoli 200 kg aluminijevih izdelkov v avtomobil in če jih v Evropi naredimo približno 15 milijonov na leto novih avtomobilov, je to, si lahko izračunate, kakšne količine materiala so potrebne za avtomobilsko industrijo. To je panoga, ki ima približno 7% rast in da bi uspeli podpreti vse zahteve, ki so pred nami, ki naši odjemalci postavljajo pred nas, nujno potrebujemo pilotni center za, bomo rekli, premostitev laboratorijskih pogojev z industrijskimi. Pri tem trenutno naše podjetja najbolj trpijo, ker nimamo nekega poligona, kjer lahko preizkušamo nove tehnologije na industrijski skali.
In potem, ko to prihaja iz laboratorija v industrijo, prvič porabimo ogromno časa, da to naredimo, drugič pa, ko delamo razvoj na industrijski opremi, naši dobavitelji ne dobivajo naročil, ki so jih od nas naročili. Pravi, imamo dva problema. To, da teh stvari, ki so v laboratoriju odlično razvite, ne moremo takoj uporabiti, in drugi, da ne moremo dobavljati. Zato si želimo s Talomom postaviti pilotni center. Zdaj, če skupaj gledamo, Talom je približno 25 km od Impola oddaljen in to je en tak res močen bazen, ki se intenzivno ukvarja z pridelavo aluminija od elektrolize do odkovkov. In smo brez pravzaprav nekega resnega orodja, da bi lahko sledili svetovnim trendom. Mogoče se zdi komu nenavadno, da proizvajalec komponent v avtomobilski industriji sodeluje v takem partnerstvu oziroma v takih projektih, vendar je to nekaj najbolj naravnega, kar se nam zdi. Namreč TPV ima ambicijo biti dobavitelj direktno proizvajalcem vozil. To pač rabiš kar nekaj let, da ne rečem desetletij, da se prebiješ v ta vrh, da lahko direktno dobavljaš proizvajalcem vozil, vendar ko prideš enkrat na ta vrh, opaziš, da nisi sam in ne smeš biti sam, ampak moraš imeti celo verigo svojih dobaviteljev, ki ti pomagajo pri realizaciji teh projektov. Tako smo se mi tudi odločili, da se povežemo v to partnerstvo. Namreč na eni strani izdelujemo tako komponente iz jekla, kot tudi iz aluminija in vse to, kar se pa danes še najbolj pojavlja, so pa različne komponente iz multimaterialnih, različnih materialov, kombinacija aluminija, jekla, umetnih materialov in seveda, če želiš ponuditi proizvajalcu vozil, ki danes so izredno zahtevni, moraš obvladati vse te materiale in moraš poznati te materiale in pa seveda obvladati tehnologije, kako te materiale preoblikovati, kako jih spajati in seveda ponuditi tak izdelek. Danes, ko govorimo o novih avtomobilih, vsi pomislijo najprej na te samovozeče, to so zdaj zelo moderni, potem električna vozila in tako naprej. Dejstvo pa je, da se proizvajalci vozil zavedajo tega ekološkega momenta in da en najbolj pomembnih zadev je, da se zmanjša poraba goriva, da se zmanjša ta CO2 odtis in zmanjševanje teh izpustov, je, da se zmanjša masa vozila. In ko smo pri masi vozila, vidite, smo pri materialu. In zato, da lahko vi zmanjšate maso vozila, morate uporabiti prave materiale na pravem mestu in temu v avtomobilskem žargonu rečemo tako imenovan lightweight koncept. Da pa to lahko narediš, pa seveda moraš poznati tako materiale kot vse te tehnologije. In danes enostavno ne dobiš posla pri proizvajalcu vozil, čemu že ko se o ceni dogovorimo, ko se o tehnologijah, vse bonitete so v redu, vendar na koncu nas vprašajo, ali nam lahko ponudite še kaj novega, nekaj tazga, kar mi niti še ne poznamo. In tega ni sram vprašati nikogar od teh vodilnih proizvajalcev v Evropi, da ne rečem v svetu. In če imamo mi takrat odgovor na mizi, da jim ga lahko ponudimo, potem seveda dobimo ta posel. Da pa imamo odgovor na mizi, pa moramo seveda imeti znanje, partnerstvo, sodelovanje, izkušnje in to se pa ne zgradi čez noč. In zato je to treba, to so partnerstvo na dolgi rok in na dolgi tek. Hvala lepa. Najlepša hvala.